Dobrodošli na nov petkov video, z vami sem Alenka Trogerlič, alien mama, kakor želite. Ja, gremo kar k bistvu. Ta video je obletnica nečesa zelo žalostnega. Mogoče tudi video, ki ste ga potencialno najbolj priporočali in predlagali in prosili za ta kanal, da ga ne naredim, pa ga preprosto nisem mogla, zaradi tega, ker mi je tako žalosten. Ker za nas oziroma za moje plati raziskovati in mozgati in iti v detajle nečesa to grozno, ki se je zgodilo, mi ni lahko nikoli. Zdaj, če je to tujina, pa 20 let nazaj se ful lažje distanciram, pa to povem na nek zanimiv način, kot če razumem, da so tako par držav proč starši teh otrok, so bili umorjeni in trpijo in so mladi življenje izgubili. Tako da mislim, da zdaj po enem letu sem ready, da to povem. Čim bolj objektivno, to tudi niti približno ni povabilo za kogarkoli, ki želi karkoli se kregati v komentarjih, ki hoče izražati bizarna mnenja v eno ali drugo smer, ni prostor za to, nismo bili tam, ne vemo točno, kaj se je zgodilo, ne vemo, kakšne psihološke borbe so tukaj vmes. Tukaj predvsem mislim Kosto, ki je to naredil, in pa njegove starše. Pač ne moramo točno vedeti, ali je bil buljan ali ni bil buljan, nismo bili tam, ne vemo, vse so samo špekulacije. Bom pa povedala vse, ker sem informacij nabrala in kuj povem, da sem jih večinoma dobila iz Blica in pa iz... Bom spodaj napisala, da ne pozabim. Kosta Kecmanović torej je bil 3. maja lani, danes lani, star 13 let, ko je pač izvedel ta šolsko streljanje, pri kateremu, če na hitro obnovim, je vzel 10 življenj, od tega 9 sovrstnikov, rojenih večinoma 2009, večinoma deklet, pa potem še en varnostnik, torej skupaj 10 ljudi. To se je zgodilo na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu v Srbiji. Zdaj, da malo povem o Kosti, po besedah njegove učiteljice oziroma je bila celo razredničarka, je o njemu povedala, da je bil zelo inteligenten. Ne samo inteligenten, bil je najboljši v razredu. Imel je dobesedno same petice, vsaka ocena manj kot to je bila nenavadna pri njemu. Opiše ga kot nekoga, ki je bil tudi kulturen in istočasno ne bi imel težav z drugimi učenci, je pa tudi hodil na razna tekmovanja. Je pa izpostavila eno stvar, in sicer, da ne bi bil dominanten, v smislu, da če je bil pred tablo in je bil vprašan, je na nek način bil povzdignen, ne vem, ali je imel glavo povzdignjeno ali nekaj, ampak tak vtis saj njej osebno je deloval, da se počuti nekaj več. Ne da bi bil zloben, nesramen, karkoli takega, ampak tak preprost vibe, da je oddajal. Ko so to učiteljico vprašali, če je ona mogoče opazila kdaj, da je imel pomanjkanje empatije, da je bil sposoben sploh streljati, ubijati, vzeti življenje, je rekla, da tega prej ni opazila, ampak zdaj, kad dobro pomisli, mogoče res enkrat, ko so recitirali neke čustvene pesmi, bil on nesposoben nekako iz sebe izvabiti kakršnakoli čustva glede te pesmi. Zdaj, otroci so hitro lahko zdržani, tudi jaz sem bila, ker te je sram biti čustven pred razredom, ampak lahko pa, da je to kaj pomenilo, pač spet ne moramo vedeti. Eno vzorec, ki se je ponavljal tekom tega videa, je to, da je on oziroma njegova mami zaprosila, da njega premaknejo v drug razred. Tukaj ta učiteljica reče, da je mnenja, da to mogoče ni bilo zato, ker bi ga izsiljevali, bulje ali karkoli takega, spet ne moramo vedeti, še vedno me grozno zdaj, kot to ne moreš verjeti. Ampak da tle ni imel več tekmecev, ni imel več z nekomor zatekmovati, ker je bil najboljši, mogoče je hotel sem spet konkurenco. Možno je. Še eno srhljivo zgodbo sem slišala iz 1. maja, torej 2 dni preden se je to zgodilo, ko je bil Kosta na enem rojstnemu dnevu in je svojemu sošolcu rekel, da bo v sredo, torej 3. maja, v šolo prinesel eno darilo. In to je bil ta dan, ko se je zgodil masakr. Na dan, ko se je to zgodilo, torej sredo 3. maja, naj bi se začelo vse skupaj po koncu prve ure, okrog 8:35. Trajalo je po usodnih 120 sekund, torej 2 minuti, nič več. Tisti, ki so bili tam in so to slišali, so povedali, da so slišali strele, ampak niso bili ziher, kaj je, in so tudi ugibali, da je mogoče samo prevračanje klopi, ker je bilo zelo nerazločno, kaj je ta zvok, ne bi bilo pa glasneje kot petarde. Rešile naj bi jih učiteljica, ki je vletela noter in je vpila: "Bejšte, streljajo, bejšte", in zato so se sploh začeli reševati, umikati, bežati in tako naprej, drugače ne vem, kaj bi bilo. Zdaj pa, če nadaljujemo zgodbo po besedah Koste direktno, to spet upamo, da govori resnico, ni nujno, ampak ključen moment pri njemu ne bi bil, ko je on videl varnostnika že na vhodu na vratih in varnostnik mu je preprosto rekel: "Ojoj, zamujaš, pa jih hitro k pouku", in to ga je nekako triggeral, da je šele takrat se odločil, sicer je imel s sabo ogromno orožja, ampak šele takrat se je odločil, ok, jaz bom šel v ta napad, jaz bom izvedel to streljanje, ki sem ga načrtoval. Prej ne bi bil
bil neodločen o tem, ni bil še ziher. Kao. To je po njegovih besedah, jaz ne vem. Prej naj bi tudi razmišljal, da pokliče mami in ji pove, kaj mu vse hodi po glavi, da ga mogoče odvrne od tega. In potem, ko ga je ta varnostnik videl in ogovoril, je Kosta bil prepričan v svojem strahu, da so ga dobili, čeprav pištol takrat še ni imel v rokah, ampak v ruzaku, čeprav razumem, in je začel streljati in tudi njegova prva žrtev je bil ta varnostnik. Ubil je torej 9 otrok varnostnika, ranil je 5 ljudi oziroma otrok in še eno učiteljico, in sicer učiteljico zgodovine. Po rezultatih preiskave je uporabil 2 očetovi pištoli, ki jih je tudi 3. maja vzel iz sefa doma od očeta. Dodatno je pa pripravil, predvidevam, da je imel torej v nahrbtniku 4 molotovke. Upam, da nisem tega narobe izgovorila, spet ponovadi pištole narobe izgovorim. Tako na začetku, ko je streljal in umiril varnostnika, je potem tudi še 3 dekleta tam, zelo bolj proti začetku tega pohoda. Potem je nadaljeval pot direkt v učilnico zgodovine, kjer je ubil 6 otrok in ranil to učiteljico zgodovine. Ob 8:42, ko naj bi Kosta zapustil učilnico, je baje tudi sam od sebe, sam je poklical policijo. Naslednja točka, do katere bomo prišli, da jo čim prej damo, čez je ta lista, ki jo je on imel, teh otrok sošolcev, učencev, vrstnikov, ki jih je mislil pobiti. Torej, več kot očitno je šlo za načrtovano stvar, ne moramo povedati, koliko zihar je bil, da bo to speljal, ampak imel je to listo. Eni celo govorijo, da je tisti nekaj počrtano dol, ga je prečrtal, zaradi tega, ker je tisti deček na eni točki rekel, lepo jakno imaš, zdaj to, ne vem, to so govorice, eni pravijo, da je prečrtal dol ime samo zato, ker ga je narobe napisal. In tle je bilo ful ene kontroverzije okrog tega, ali je bil Kosta izključno samo ful razvajen otrok, ki starša niso znala z njim komunicirati in je pač rado bizaren, blazen, in da se je vse to zgodilo zaradi tega, ker je dobil slabo oceno pri zgodovini. To je ena splošna govorica in tudi nekateri starši teh žrtev so pač prepričani v to in so polni jezelik zaradi tega. Druga zgodba je, da je nekaj zelo narobe z mamico od Koste in ne vem, kaj točno mu je naredila, ker je tudi iz dna srca sovraž po njegovih besedah, več o tem kasneje. Nekaj, kar je pa za zihar in je res bizarno, je pa to, koliko so njega doma učili streljati, predvsem oče. In ja, to je pa definitivno mu vcepili določene ideje. Zdi se mi kot true crime neke vrste ta primer tako zakompliciran, ker je toliko različnih zgodb o Kosti. Ponovadi se je lažje odločiti, ali je nekdo pure evil, ali je se mu nekaj zgodilo, tle je res še toliko v povojih vse in se raziskuje, kaj je šlo narobe, grl. Da ne vem, lahko vam pa povem nekaj po besedah njegovega prijatelja. Onedva naj bi bila že dolga leta prijatelja in dobivala in družila naj bi se tudi izven šole. Tudi fuzbal naj bi igrala v Tašmajdanskem parku in pa tudi, če sta bila noter, sta skupaj igrala igrice, predvsem Fortnite, ker je dosti tako bad. Predvsem ga pa ta kolega opisuje kot totalnega introverta. Kot nekoga, ki je bilo zelo težko spraviti do tega, da je šel recimo fuzbal igrati ali pa da bi se odprl. Se pravi, on ni šeral nič o sebi, pa je bil ful zaprt, torej Kosta. Ta kolega je povedal tudi, da je imel Kosta zelo malo prijateljev in marsikdo ne bi ga ustrahoval ali pa buljeval ali pa karkoli tacga. Se pravi, ta zgodba se ves čas ponavlja. Mi ne vemo, kaj je res, ampak eni govorijo, da je bil samo razvajen in da mu popolnoma nič ni bilo hudega in da je hotel iz razreda samo zato, ker je bil preveč pameten od vseh. Druga zgodba je to, da so ga ustrahovali, da so ga buljali, imamo posnetke, kjer zgleda, da so ga buljali, ali pa tudi ne, pač preprosto se ne da razbrati. Vsi nekako složno pa rečejo, da ja, vsi smo ga klicali piflar. Ni okej, je pa za pričakovati, ker kadarkoli je nekdo smart, ni važno, ali je pure samo smart, ali pač se uči non-stop eno ali drugo, smo vedno označeni bili za piflarje. Jaz tudi, če sem imela same petke, so me vsi klicali piflarka, pa pač nisem jih folka postrelila zaradi tega. Spet neki srbski mediji pa poročajo, da je prišlo to samo zaradi tiste ene slabe ocene pri zgodovini. In ta njegov prijatelj je to zanikal, je rekel, ne, ni imel popolnoma nobene veze z slabo oceno, je imel pa veze z bullyingom. Enkrat naj bi bila onedva skupaj v tistem parku, ki sem ga prej omenila, in naj bi ga dejansko obkrožila
obkrožili drugi in ga zmerjali s piflarjem. Je pa ta fant tudi povedal, da kakor on ve, kakor ima on znanje o tem, da ga niso nikoli pretepali. Grozljiva mi je tudi perspektiva njegovega očeta, to vam bo verjetno fascinantno, da ko je njegov oče 3. maja slišal, kaj se dogaja. Torej, ko je začela ta govorica krožiti, je on laufal na polno proti šoli, želel ustaviti taksi, ampak bi bile preveč gužve, preveč bi trajali in je preprosto tekel do šole, valjda v prepričanju in v strahu, da je pa tudi njegov sin v nevarnosti, tako kot vsi ostali takrat. In ko je prišel tja in izvedel še detajl od policije, je bil pač prestrašen, če je Kosta v redu, dokler ni tudi do njega prišla ta informacija, da je pravzaprav streljal njegov sin. Tudi sploh ne morem predstavljati tega šoka, ker karkoli že ta oče narobe delal, da se je s Kosto to zgodilo, pač verjetno res ni pričakoval in je šel potem domov. In potem je za njemu prišla tudi policija in ga prijela, da so šli naprej to situacijo reševati, ampak ja, sploh se ne predstavljam tega šoka. Zdaj pa pridemo do tega, kaj je bilo s tem pištolam, zakaj je Kosta znal streljati, zakaj je imel pištole nad vsega rok in tle je zgodba precej nesti. Torej, oče in mama sta Vladimir in Miljana Kecmanović. Potem je tukaj še predsednik strelskega kluba Partizan, Practical Shooting, Radko 1 in Neman J.M., to je bil pa inštruktor v tem omenjenem klubu. In ja, long story short, oče je Kosto že od malih nog učil streljati. Predvsem v tem klubu, potem se je pa to nadaljevalo naprej, enkrat so šli v eno etno vas in ali so bile navadne tarče, ali so bile silhuete ljudi. Pa če sem prav razbrala, so njega tudi potem že začeli učiti s pravimi pištolami. En del zgodbe je tukaj tudi nekaj, kar jaz ne razumem čist, in sicer, da so bili prstni vtisi ali DNK na patronih, ki so jih najdeli potem v učilnicah, tudi od njegove mami. Jaz tukaj nisem čist ziher, kako je to relevantno in zakaj bi bila ona potem obtožena, a zato, ker je tudi vedela za to, a ker je tudi imela v rokah te stvari. Ne vem točno, če kdo ve, ne komentira, ker nisem razbrala iz člankov. Ampak ja, oba starša sta nekako kriva in povezana s tem. Problem je, da njegov oče namesto, da bi imel to orožje doma, v sefu, pod ključem, pod kodo, ne vem kje zabarikadiran, je imel preveč dostopno. Ne bi ga hranil v nekih plastičnih okvirih, potem pa to pospravljeno v eno navadno črno torbo in to črno torbo v kufer, ki je imel pa tisto po mojem bolj šibko ključavnico / kodo. Strelivo ne bi bilo pa potem spet v enem drugem plastičnem kovčku, to je bilo pa sploh brez kode, brez ključavnice. Otroci tak smart, sploh če so doma, ko staršev nimajo preveč časa, in tudi če bi bilo to še bolj zaščiten, bi lahko po mojem se prekopal do tega, si zapomnil kodo, kakorkoli že, ampak v tem primeru je imel res lahko dostopno orožje. Zdaj pa gremo fast forward v obdobje zdaj, oziroma obdobje, ki ga je Kosta preživel od tega dogodka do danes, kaj se je z njemu dogajalo, kaj mu hod po glavi. Zdaj je Kosta torej star že 14 in je že eno leto praktično na kliniki za nevrologijo in psihologijo. In nekako splošno znano je, da v tem času se on ni pokasal za svoje dejanja. To ne pomeni, da bo on rekel sorry, žal mi je in da bi bil na prostosti, to samo pomeni, da verjetno vse oblasti in vsi psihiatri, ki se zelo ukvarjajo z njemu, aktivno iščejo na njemu znake empatije, znake, da ni čisti psihopat, znake, da se mu ni nekaj toliko hudega zgodilo, ampak da je dejansko, ali je to naredil iz, a veste, a je sovraštvo in maščevanje, a je nek trigger zlom v glavi, pač hoče verjetno razbrati, kaj je bilo, in če on ne kaže empatije, da mu ni žal, je tudi splošno dosti slabše verjetno zanj ga kaže v prihodnosti, ker pač tisto, kar pa ves čas prehaja na površje, in mene najbolj firbac smatra, kaj je bilo z njegovo mami, ampak on pa je iz dna srca sovraž svojo mami. To ves čas, to je edina stvar, ki naj bi jo ves čas govoril, pa ne samo, da je sovraž, ampak da jo bi z največjim veseljem ekstremno prizadel. Ne vem točno zakaj, za nekaj jo krivi, pa ne vem točno. Poleg vsega ima pa tudi precej nenavadne zahteve. Ena izmed teh zahtev je bila, da mu pripeljajo duhovnika, in želel si je duhovnika, ki ga on osebno ne pozna. Zdaj ne vem, a so ga pripeljali ali ne, ker pač ni članka o tem, kaj naj bi beseda tekla, tako da sklepam, da mu niso te želje ugodili. Jaz verjamem, da on tako potencialno mali genij, zaradi tega, ker tudi želi sodelovati s policijo, ampak baje hitro, ko sodeluje, oziroma preden jim kaj da, že nekaj zahteva nazaj, tako da igra neko igro You scratch my back, I scratch yours, tako nilih. Zna biti res inteligenten. Imel je tudi želje, naprimer, da bi šel ven na sprehod, da bi gledal nogomet ali pa risal. Na eni točki mi tudi želel, da ga pustijo domov, samo toliko, da za Božič okrasi novoletno smrekco. Med drugim ima njegova mami prepoved obiska, ampak ne bi pa zelo pogrešal svojo mlajšo sestro.
sestrco. V bistvu do te mere, da edinkrat do zdaj, ko je kazal čustva in ko je jokal več ur neutoložljivo, je bilo to izključno zato, ker je želel videti svojo sestro. Želel je, če že ne jo videti, samo videti njeno fotografijo. Spet ne vem, ali je prišlo do tega ali ne, ampak to je edinkrat baje, ko je kažal čustva, žalost. Kosta naj bi bil tudi, preden se je vse to grozljivo zgodilo, mogoče potencialno zaljubljen oziroma do ene punce je kazal neka čustva. In sicer, ko so igrali neke online igrice, je imel tudi te razne čete s kolegi in vmes je bila ena punca, do katere je izrecno in edina ženska oseba, do katere je imel pozitiven pristop, lepa čustva, tako da jo je vprašal, kako je, kako se počuti. In baje sta se tudi menila nekaj za to, da bi se videla in baje ne bi bilo to celo na tej šoli. Več sicer ne vem, ampak hočem to povezati s tem, da če je on nekdo, ki je osnovno sovražil ženske, torej če je večinoma punc postrelal, ko je streljal, večinoma so bile žrtve pač punce, svojo mami zna srca sovraž. Tako da če me neko osnovno sovraštvo do ženske zanimivo, da do te deklice ni imel. So pa še kakšne grozljive stvari vam prišle, naprimer njegova določena sporočila, mesiči in sicer, tukaj upam, da sem najdla, bi bolj tako meglen, ampak enemu sošolcu predvidevam, da je napisal, da ima za nekoga darilo, da ga bo jutr prinesel v šolo in ko je drug vprašal, ok, kaj pa imaš, je rekel, v bistvu je samo poslal sliko pištole. Za nek sem prebrala, da ne bi bil Kosta navdahnjen za nasilje strani igrice Valorant, to je meni tako, če ne veš, ne vem, zakaj kdorkoli to napisal, ne vem, kada je 70-letnik to napisal, lahko je bil, lahko ni bil, odkje ta ideja. Ker pa nisem pričakovala, pa sem prebrala to, da ne bi bil Kosta na vezi tudi za vsaj enemu ali celo dvema drugima kriminalcama, zelo mladima kriminalcama, eden ne bi bil 16-letni BM iz Peči, ki je načrtoval napad na srednješolce v tem mestu in ona dva ne bi bila v stiku. Ne bi imel pa stike s še enim dečkom, ki je maja zagrešil umor v Beogradu. Poleg tega, da je načrtoval, poleg tega, da je imel seznam, je bil tudi v stiku s takimi zelo nasilnimi osebami, ker ne glede na to, kaj se njemu dogajalo, veliko pove o tem karakterju, da je res scary, sorry. Zdaj, kar se tiče sojenja očeta pa mami, sem imela precej napisano, ampak se mi zdajle, sploh mi ni do tega, da razlagam, ker je itak še vse, predvidevam, da se odvija in mi je škoda neke zaključke delati, ampak predvsem to, da je tožilstvo predlagalo za očeta 12-letno zaporno kazen, ker je tudi maksimalno, kar mu lahko dajo, za mamo pa 2 leti in pol. Tako da res me še zmeraj iskreno zanima, kaj ta mami naredila, da je Kosta toliko sovraž, če je oče več kriv, ne vem. Miljana, torej mami, je obtožena kaznivega dejanja neupravičene posesti, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi. Čeprav razumem, je imel oče dovolilnico za to orožje, mama pa ne, in glede na to, da so mamin DNK našli na tem strelivu oziroma metkih je streljenih, torej očitno je v tem problem, ne vem, naj nekdo napiše od spod, če veste. Posnetki iz šole o tem obstajajo, tako da neki res črno na belem dokaz obstaja, tudi video zapis, ki pač so odsvetovali večinoma staršem, da to gledajo, ampak nekateri starši vem, da so si želeli to gledati, ker niso prenesli ideje, da ne vedeli, kako je njihov otrok umrl. In ja, obstajajo tudi posnetki zvočni, ki jih ne vem, ali ga bom zavrtela tukaj ali ne bom. Nije ništa smiješno, stvarno. Hitro ljudje pišejo, da je fake in mi je škoda nekaj objaviti, ker je potencialno fake. Ne vem. Ena punčka Ema, ki mislim, da ne bi bila tudi ustreljena, tukaj vpije in reče, Kosta, stop, nekaj tacka, da ne neha.
ampak je res ne vem, ali je to fake ali ne. Pa še nekaj govorice je šlo okrog, da ne bi danes prišel kot film o tem ven, dvomim, da bo dejansko mi delovalo vse tako izmišljeno, kao bolj neka želja, kot dejstvo, ampak če bi, ne bi res danes prišel ven 3. maja, ampak predvidevam, da ni. Tako da ja, to je ta zgodba. In če smo zdaj že govorili o tem, se mi zdi res žalostno in bliznes, hočem poudariti to, da starši komunicirajte z otroki, otroci komunicirajte s starši, z drugimi, če vas nekaj matra, če vas črne misli preganjajo, govorite z nekom, vse se da rešiti, vse se da pogovoriti in vse je boljš kot take vrste nasilje. Tako da tudi otroci, prosim, ne izsiljevati nekoga, ne bulja, to je najbolj ščiti, glupa, brezvezna stvar na tem svetu, to, da si prijazen, te ne stane nič in dejansko lahko verjetno življenje reši. Pa ne pravim, da bi on buljan, ampak tako. Če že ta zadostuje, da tega ne počnemo, ker tudi jaz sem bila v vseh možnih starostih in je to, meni ni zlomil, niti približen, niti mi ni čisto ničel življenja, mogoče sam neko izkušnjo s tistim modelom šolanja, ampak je pa ena izmed stvari, ki mi res boli, da so lahko otroci zdaj toliko zlobni ali pa scary ali pa nevarni, tako da just don't be. Be better. Cool je biti dejansko prijazen pa dober človek. To je najboljša stvar tekom lifea, ki jo lahko dosežeš. Tako da ja, dragi moji, se gledamo verjetno naslednji petek, pridni bodite, radi se imejte.